Spoštovani udeleženci 15. vrha slovenskega gospodarstva, hvala za povabilo in priložnost, da vas nagovorim. Slovenija se je v večletnem finančnem okviru in svežnju za okrevanje izpogajala 10,5 milijarde evrov, od tega približno 6,5 milijarde evrov nepovratnih sredstev. Gre za največ sredstev, ki si jih je Slovenija izpogajala kadarkoli doslej za dodatni razvoj. Zagotovljena so sredstva za raziskave, za razvoj, inovacije, digitalizacijo, izobraževanje in usposabljanje za poklice prihodnosti. Na voljo imamo dovolj sredstev, da smo lahko zmagovalci tudi po krizi, kot je naslov današnjega srečanja. Da bi Slovenci po razvitosti ujeli povprečje razvitosti Evropske unije do leta 2030, ali pa da bi, kar je najbrž tudi naš cilj, do leta 2050 dohiteli Avstrijo, bi morala biti naša povprečna rast bruto domačega proizvoda na prebivalca in tudi produktivnosti za polovico višje od predvidene v nekdanji strategiji razvoja Slovenije. Velik zaviralec našega razvoja predstavlja pretirana birokracija. Na poslovnem področju onemogoča rast podjetij in jih sili, da si za normalno delovanje iščejo druge države s prijaznejšim poslovnim okoljem. Negativno vpliva tudi na odločitve investitorjev. Tega se zavedamo in vlada je zato imenovala Strateški svet za debirokratizacijo, ki je že pripravil obsežen sveženj predlogov za poenostavitev postopkov in ti bodo na razvoj slovenskega gospodarstva v prihodnje vplivali stimulativno. V interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 pa je vlada v pogon spravila številne infrastrukturne projekte, ki so imeli zagotovljena finančna sredstva, vendar so zaradi različnih birokratskih ovir leta in leta stali. Zaradi doslej sprejetih ukrepov se Slovenija nahaja v dobrem položaju za nadaljnje spopadanje z negativnimi posledicami pandemije in tudi za uspešen prehod v četrto industrijsko revolucijo. To potrjujejo tudi vse 4 največje mednarodne bonitetne agencije. Z zvišanjem bonitetne ocene Republike Slovenije so potrdile, da Slovenija za investitorje na mednarodnih finančnih trgih ostaja stabilna in zaupanja vredna država. V svojih poročilih so pohvalile hitro in učinkovito reakcijo države na izbruh epidemije. Da se Slovenija uspešno spopada z negativnimi posledicami epidemije, kažejo tudi trenutne razmere za zadolževanje Slovenije na finančnih trgih. Tam se zadolžujemo po zgodovinsko nizkih obrestnih merah. Svet se skupaj z nami nahaja na pragu četrte industrijske revolucije. Soočeni smo z novim mednarodnim okoljem, ki zahteva pragmatičen premik v našem razmišljanju. Za uspeh potrebujemo znanje ali znanja, povezana z digitalizacijo in inovacijami. Potrebne so veščine, povezane z umetno inteligenco, robotiko, nanotehnologijo in kvantnimi računalniki. Tisti, ki bodo prilagodljivi, kreativni, radovedni in ki si bodo upali razmišljati izven ustaljenih okvirov, bodo zmagali. V luči tega je Slovenija pretekli teden podpisala strateški partnerski sporazum o sodelovanju na področju miroljubne oziroma civilne uporabe jedrske energije z Združenimi državami Amerike, ki je prva gospodarska velesila sveta. Z Izraelom pa smo prav tako prejšnji teden podpisali sporazum o sodelovanju na področju inovacij. Izrael je 6. najbolj inovativna država na svetu, druga po dosežkih umetne inteligence in vozlišče za dostop do najbolj razvitih trgov na svetu. Spoštovani podjetniki, kljub zapletenim razmeram zaradi epidemije, kjer ste skupaj s celotno družbo, državo postavljeni pred resne izzive, vprašanja, kako preživeti, me vsekakor najbolj veseli vaš optimizem, pa tudi ambicioznost. Vlada, ki trenutno dela na tem, da bi čim prej uspešno premagali epidemijo,
ukvarjamo pa se tudi z vsemi ostalimi zadevami, ki so nujno potrebne. Se izjemno trudi, da bi tudi v tem času ohranili razvojne potenciale slovenskega gospodarstva in slovenskega človeka nasploh. Verjamem, da smo skupaj sposobni najti rešitve za izzive, jih uresničiti in tako ustvariti nove priložnosti. Tudi srečanje, kot je današnje, je korak na tej poti. Vprašanja, ki jih boste odpirali, so zagotovo pomembna. Z vidika izzivov, ki jih pred Slovenijo postavlja razvoj, pa so vsekakor nujna. Želim vam zanimivo in konstruktivno razpravo. Razpravo, ki bo odpirala prostor tudi novim idejam, rešitvam in prinesla odgovore na vprašanja aktualnega trenutka. Želim vam vesel Božič, vse dobro v novem letu. Ostanite zdravi, pogumni in uspešni.